večja in velika sprememba je, da gre za spremembo imena, namreč izpuščamo prvi del imena stranke in ostaja samo ime stranke Pozitivna Slovenija z vsemi insignijami in znakom, ki ga imate predstavljenega pred sabo. Druga sprememba je seveda sprememba načina volitev, se pravi samega predsednika in podpredsednikov in pa seveda ostalih organov stranke. Namreč gre za to, da smo se odločili, da bo ta stranka odprta za vse člane, kar pomeni, da bojo vsi člani, ne glede na to, ali so prisotni na kongresu ali ne, izjemamo danes, imeli možnost vedno voliti svoje organe, se pravi neposredno po pošti. Tretja sprememba, ki se nanaša na 7., 8., 9., 11., 12., 15., 18., 19., 20., 23., 24. in 33. člen, pa so seveda same redakcijske narave in pa seveda bolj natančno so razdelani sami procesi, kako pravzaprav organizirati samo stranko in pa sama pravila stranke. Zato v njih podrobno ne bom razlagal. Je pa seveda možnost, ki se mi zdi pomembna v tem statutu, omogočena, da za tem statutom seveda je možno ustanoviti tudi podmladek same stranke. Prav tako se na podlagi 12. člena razširja sestava sveta člane, do zdaj smo imeli 10 članov, razširja se na 20 članov voljenih in pa zraven seveda po funkciji postanejo vsi poslanci po funkciji člani sveta stranke, pokoliko so seveda člani stranke. Zraven tega je seveda določena tudi sama organiziranost na lokalni ravni, namreč gre za to, da se uvaja nov koordinacijski odbor, ki bo lahko pokrival območje večjih občin, če bo seveda se za to izkazala sama potreba, kajti sama takšna raven organiziranja raste v bistvu skozi cel proces. Govori o tem 22. in 24. člen in pa seveda natančnejše opredeljujemo še v 29. in 36. členu današnje volitve, ki se bojo zgodile. Skratka, na podlagi teh sprememb samega statuta pa sem, ker je bilo gradivo že in pa že vloženo, smo vložili posebno jaz, še k 16., 18., 19. in 36. členu ter na koncu v prehodnih določbah 39. členu tudi predlagane amandmaje, kako se voli in razrešuje podpredsednico in podpredsednika stranke, kako se predlaga izvršnemu odboru predloge, se pravi, kdo je predlagatelj in pa seveda v skladu s tem, da bomo danes tudi volili podpredsednike še dodatno, je seveda temu določa tudi 39. člen v prehodnih določbah. S tem seveda sem poskušal razložiti na hitro, kakšne so te spremembe in tudi odpiram razpravo. Bi želel kdo razpravljati k samim spremembam statuta. Imate možnost seveda na podlagi tega vložiti spremembe. Če ne, potem, ja, prosim. Tako se ne bomo mogli slišati. Zdaj, ja, kar gor mikrofon. K mikrofonu. Ja, ne gre drugače. Ja, ne gre, sej samo veš, da vse, kar se pove, gre v pozabo, kar se pa zapiše, gre pa v arhiv. V 23. členu so določene organizacijske enote na lokalni ravni. Govori o občinskem odboru, o mestnem odboru in koordinacijskem. Ta koordinacijski odbor naj bi deloval na območju več občin. Jaz to razumem tako, da v bistvu tudi manjše občine ni treba, da vsaka ima svojo lokalno, ampak se združuje v en koordinacijski. Se pravi, da se lahko 5 mečkanih občin združi na en koordinacijski odbor, ki je lokalni odbor stranke. Je tako? Če je to tako, imate v drugem odstavku in tretjem odstavku veliko nova. Se pravi, tu je lahko lapsus, piše občinski ali mestni odbor. Tega zdaj koordinacijskega spustili in jaz bi mislil, da je prav, da tam piše v drugem in tretjem odstavku, da je bil lokalni odbor. Zdržalo? Se opravičujem samo.
Vse vas prav lepo pozdravljam. Vezano na ta 23. člen bi mogoče konkreten primer povedala, tako kot je kolegica iz Ajdovščine povedala, recimo, zaradi tega naš primer povem, ker mogoče se bo tudi kdo drug soočil s takšnim primerom. Recimo na zadnjih, torej na naših prvih državnozborskih volitvah, je Pozitivna Slovenija seveda imela svoje volilne okraje. In v, recimo, volilni okraj je bil Bela krajina, v katerem sem sama osebno kandidirala. In marsikdo od mojih kolegic, kolegov, ki so kandidirali, se bo verjetno tudi s tem soočil. To, kar je rekla kolegica iz Ajdovščine, več manjših občin, tudi v Beli krajini imamo 3 in v danem trenutku mislim, da bo zelo uspešno, če bomo imeli koordinacijske odbore in potem postopoma prihajali ponekod, kjer imamo manjše do občinskih odborov. Tako da jaz sem tudi sama osebno predlagala takšno obliko primer za naše območje, verjetno bo pa tudi drugim vam, kolegice in kolegi, člani in članice, to zelo dobrodošlo. Sicer pa sem prepričana, da smo bili 10. oktobra na pravi poti in da smo sedaj še bolj na pravi poti. Hvala. Hvala lepa. Lepo jasno. 23. člen zelo jasno govori o, koordinaciji teh odborov. Je pa seveda možno, tam, ker je v bistvu bila predvidena ta postopnost, kjer pa bo seveda se izkazal interes, da se v manjših občinah organizira in da so toliko močni, da lahko zagotovijo seveda vse ustvarjene pogoje, se bojo da seveda lahko organizirati. In ta statut to seveda tudi omogoča. Igor Zebič, bi razpravljal o amandmaju k statutu v 23. členu. Ga imamo gled? Aha, prihaja. Ja. Pozdravljeni vsi skupaj. Jaz bi podal samo en predlog k statutu, sicer k drugi alineji 23. točke našega statuta in sicer, da se definira minimalno število članov, ki lahko ustanovijo lokalno organizacijo. Razlog je pa čisto preprost. Jaz sicer prihajam iz osrednje Slovenije, iz Ljubljane. Samo imamo pa predvsem na vzhodu Slovenije veliko število majhnih občin. In tam se nam lahko zgodi, da bomo imeli, po domače povedan, več generalov kot vojske. Zato bi bilo, bi prosil, vsaj razmisliti, če drugega ne o tem. Hvala lepa. V vsakem primeru jaz predlagam naslednje. Glede na to, da statut seveda določa to določilo za samo ustanavljanje, bo seveda v času samega razvoja v bistvu pokazalo, kaj je tista prava številka, ampak načeloma je več kot jasno, da 2 ne morata ustanoviti. Zraven tega je pa treba upoštevati še naslednja. Vsaka ustanovitev pomeni, da mora seveda tudi izvršni odbor stranke soglasje k temu. In je to v bistvu neke vrste, v bistvu tudi tista varovalka, o kateri smo danes razpravljali. To, glede na to, ja, glede pa tega, ker zdaj, če prav razumem, ni bil vložen noben amandma, so bile to samo razprave, vas sprašujem, glede na to, da ni več razpravljavcev, vas sprašujem, ali je možno, glede na to, da niso bile vložene nobene amandmanske oblike v fazi same razprave, da glasujemo o vseh spremembah in amandmajih istočasno. Kolikor ne, gremo seveda lahko po nasprotnem primeru vsako posebej. Torej najprej glasujemo o tem, ali smo za to, da glasujemo vsem skupaj. Kdo je za takšen predlog? Hvala lepa.